Srečno, lega. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Med rudarji. V tokratni oddaji bomo govorili o, upam, zanimivi zgodbi upokojenega rudarja Staneta Staniča. Stane, živjo. Kje stojiva? Nahajava se v bistvu na dvorišču, v bistvu pred zgradbo strojnico izvažalnega jaška 3. Drajer šok čist po trbovsk, po domače rečeno, ne. To je bil jašk, se je uporabljal za izvoz materijala, jalovine, če vidimo na tej kasneje, če se bo videlo, tukaj je stal viper, prekucavanje teh jamskih vozičkov in vsa jalovina se je odvažala na deponije, kjer so se sanirale te površine po rudarjenju. Koliko časa pa je obratovalo tole? Ta jašek je obratoval cirka 110, to ni točen podatek, ampak je pa v 80 letih je pa šel počasi v likvidacijo. Po letu 2003 se je pa pristopil k sanaciji oziroma zasutju izdelave čepov in pa dokončnem zaprtju tega jaška. Je bilo tu spodaj veliko rovov? Seveda, tu je bila povezava na razna obzorja, ker so bile tu so bilo razdeljeno v nivoje, rudnik sam je bil razdeljen v nivoje in to so bila odkopna polja, posebej še katastrsko tudi določena, imela pa so imena še in so se ohranila imena še iz prejšnjih časov, ko so še bili tuji lastniki oziroma imenovani še tudi po Mariji Tereziji, tako se rov tudi nadaljnji rov imenuje. Marija Aufbruch, ker je bil tudi povezano malce mogoče z religioznega imena, ali pa oziroma tudi iz tega, ker je tudi Marija Terezija za časa se je to še izkopavalo, se je že bilo izkopavalo. Si ti kdaj tu delal, pa mimogrede, kakšen tvoj žlahtnik? Seveda, moj starovače po materi je tukaj delal Gojda, je tudi se reče Gojda. Na primer Gvido ventilator je bil imenovan, to je bil parni ventilator. Nasproti so bile pa delavnice in tukaj so bile v bistvu remontne delavnice in tukaj so se servisirale tudi te lokomotive, ki so vozile parne lokomotive, ki so se vozile po vseh etažih, ki so bile na teh odkopnih mestih. Kaj pa ti? Jaz osebno sem se pa nahajal dol. Sam osebno se nisem s tem jaškom nikoli prevažal. Sem pa delal že v rudniku, ko je še bil v polnem obratovanju. Kakšne so pa tvoje rudarske korenine? Tako, po dokončani srednji šoli in po vrnitvi iz vojske v moji smeri, tisto, kar sem se šolal, primarni moj poklic, mi je bil tako oddaljen oziroma mesto, ki se mi je odpiralo, da nisem imel opcije, da bi ga lahko sploh nadaljeval in sem se odločil za rudarsko delo pač. To nam je bilo najbližje. Začel sem pa v bistvu kot nekvalificiran rudar. Greva še malce nazaj, tvoje sorodnike. Kdo od tvojih sorodnikov je bil tudi rudar? Omenil si že dedka. Dedek po materi, seveda pa tudi moj oče. Sicer po tragični nesreči leta 1964 je ostal jamski invalid, delovni invalid. S tem, da je pa pač do upokojitve opravljal ves ta čas pač ostala dela, kjer so bila primerna za ljudi, ki so imeli pač tako klavzulo. Mi da sva že tista generacija, ko so naši očetje, pa tudi dedje že govorili, ja, pa menda ne boš šel tudi ti v jamo. Ja.
tudi takšen očitek sem jaz naljatil na njega. Ker prva stvar, ko sem rekel očetu, da zdaj pa opcije snimam, da bom na rudnik dal, prav ne samo to, ne, se ti bo isto mogoče naredilo, ko sem ja naredil. Ne. Tako da, ampak pač, jaz sem se tukaj videl. No. Si jo dobro odnesel, kar se tiče poškodb v jami? Seveda, jaz dejansko nisem imel, kljub temu, da sem bil na napredovalnih, smernih progah na delu, na odkopu, sanacijskih delih, srečo, kljub pogojem, ko so bili manjšimi poškodbami, pa nikdar, pa hvala Bogu tako, da bi pa ne vem kakšne posledice za zdravje tako obstili. Si ves čas ril nekako pod Trbovljami ali si tudi šel proti Hrastniku? Okay? Seveda. Leta 2005, ko smo se pa vrli iz zapirana rudnika, ki ga je rudnik Trbovlje, Hrastnik, RTH, upravljal kot eksterno dejavnost, to se pravi sanacija in zapiranje rudnika Žirovski vrh, kjer se je izkopavala uranova ruda, smo se vrnili pa v Hrastnik, kjer so bila odkopna polja. V tem času se pa na tem delu v Trbovljih so se pa pripravljale druge smerne proge za kasnejšo eksploatacijo Kolmana. Tako. Hrastniške jame, Trbovljske jame, katere so bile bolj nevarne? Tako bom rekel, vsaka jama je nevarna, pa je lahko navaden tunel. Ne? Tako. Glede na lego vseh teh plasti, ker mi imamo tukaj tak bazen, ta zasavski bazen je tako narejen, da so tukaj plasti razlomene. Ne? Ampak v Hrastniku je bil ta problem, ker v Hrastniku so v bistvu mogli premog fedrati, oziroma transportirati navzgor. To pomeni, če so izdal, je bil problem voda, pritiski večji. Kljub temu so tudi tukaj bili pritiski, ampak mi dejansko pa smo iz naših odkopnih polj do elektrarne, do separacije same, ki je pač separirala premog za komercialno uporabo ali pa tudi naprimer za elektrarno kot industrijski premog, za toplarne, cementarno prejšnje cajte tudi. Ne. V tem časi mi smo ga pa v dolino spravili, bom tako rekel. Daj mi še to povej, preden se preseliva na drugo lokacijo. Če se ne motim, rudar Prometej gleda proti tem šahtu, ne? Ja, projekcija srca rudarja Prometeja je obrnjena direkt na ta šaht, ker je sicer bil tudi obnovljen in ima en globi pomen vsega tega, skrb obeležja tega samega za bodoče rodove, da se saj še nekje vidi, da se je nekoč to rudarilo, ker se pač pozablja, ta panoga izumira tudi drugje po svetu, ker vemo, da fosilna goriva so prišla zdaj na eno tako hudo vago. Ne. Na tak slab glas, ne, skoraj da. Ja. No, kam nas pa zdaj pelješ? Ja, jaz bi vas peljal pa kar po trasi, kjer je nekdaj včasih tukaj potekala, so bili glajzi, to pomeni tirnica položena, kjer se je material transportiral do Terezija rova. To je pa ta rov, ki sem ga že prej omenil, prej je služil tudi kot dostopna pot do odkopnih polj, kasneje pa za zračenje in pa odvodnjavanje in pa seveda tudi bežne poti v primeru požara, ker tukaj je potekal glavno zračenje iz polja AB polje. Pa gremo, ne? Pa pema. Stane, ne bom zdaj rekel, da ne vem, kje smo, ne? Smo, piše, pred Terezija rovom. Kako si na ti s tem rovom? Ja, ta rov je v bistvu čisto odmejhnega, kar se spomnim tudi tega rova, ker tukaj je tudi, jaz sem živel v koloniji tle gor, v bližini in tudi vsaka moja pot, ali v vrtec, v trgovino je šla mimo tega rova, ne. To pomeni vsaka pot, na poti šole sem bil še to srečo imel, da sem lahko videl vse te rudarje, ki so še aktivno delali, ki je bil ta Terezija rov sploh v funkciji še čisto polni, ne. No, Stane, dejal si, moja pot je šla mimo tega rova, ne? Ja. Sem skoraj prepričan, da kdaj tudi v rov. Seveda, otroci smo itak, da smo šli, tukaj so bila sicer vrata, pa tudi včasih so nam rudarji z veseljem malo posvetili noter, pa da smo kakšne metre šli z njimi pogledati noter, no, čistko. Ja, dejansko, ne, pa pogum so se mi pa zdaj neverjetni, ker so že upali zašmirano okoli hoditi.
Si kdaj mislil, da boš tudi ti preživel do upokojitve v jami? Od začetka niti ne, ker jaz sem se sicer v življenju tako videl, sicer tudi v drugi smer sem se izšolal, ampak po odsluženju vojaškega roka jaz nisem bil, nisem se videl, da bi se vozil v neki tuj kraj, ker nisem imel pogojev, no. In glih iz tega vzgiba sem pa začel v rudniki delati iz čiste nule, no, tako. Ti si se izučil za gozdarja, ampak potem si se še kar naprej šolal. Za kakšne vse poklice? Ja, jaz sem se izučil za gozdarja sekača, v bistvu to je bila srednja šola, do odhoda na služenje tega vojaškega roka v JNA. Sem delal 2 leta pa 3 mesece še na gozdnem gospodarstvu, po vrnitvi iz vojske pa kar tako sem že omenil, ne. Nisem videl niti možnosti, da bi se na to delo, kjerga sem se izšolal, za kjerga sem se jaz izšolal. Vozil in sem se odločil, da grem v rudnik, ker ogromno teh generacij pred mano in še za mano, ne. Ampak vmes si se pa potem še kar šolal. Seveda, jaz sem ob delu naredil, prestrukturiral sem se, v bistvu naredil trgovsko šolo, po trgovski šoli ekonomsko-komercialno šolo, s tem sem pridobil 5. stopnjo izobrazbe, prešolal sem se v smeri poklica svojega, ki sem ga kasneje tudi upravljal in prej in kasneje, s tem utrdil tudi še strokovno znanje, da sem lahko tudi malo bolj pristopil k tem deli z drugih oči, bom rekel, ali pa z drugega vidika, ne. Po tej tehnični šoli sem pa nadaljeval še višješolski študij v smeri rudarstva in geotehnologija. Kot rudarski tehnolog si se upokojil? Upokojil sem se kot rudarski nadzornik. Kakšna dela vse pa si? Vse nekaj si že prej naštel, ampak vseeno. Verjetno si začel na tistih najbolj preprostih pa težkih rudarskih delih, ne? Seveda. Jaz, ko sem dobil to prvo odločbo, ko sem bil sprejet na delo, sem dobil odločbo, na kateri je pisal jamski vozač in jaz sem mislil, da bom vozil lokomotivo, ne? Ampak jamski vozač je lahko takrat potiskal vozičk, kremp pa šaflo pa ubogu svojega nadrejenega, to je bil pa Ford Partija oziroma Steiger, ne? Šlo pa potem naprej? Ja, potem sem se pa izobraževal še interno, kar je bilo v zmožnosti, ker je pa rudnik omogočil zaposlenim, kjer je bil zainteresiran in so pokazali svoj interes pa sposobnosti kot strelski mojster, Ford Partije, to je skupinovodja na napredovalnem stroju na smernih progih, inštruktor za uvajanje novincev, z letom 2000 pa po končani tehnični šoli, po strokovnem izpitu, sem bil pa nastavljen tudi kot rudarski nadzornik, to pomeni kot Steiger. In kakšen Steiger si bil? Ja, tu je težko mene spraševati, vsak bo sebe hvalil tako, kot cigan svojega, ko je nahval. V tem moraš pa ljudi vprašati, so delali z mano ali pa so imeli to priliko, da so me spoznali kot navadnega delavca ali pa kasneje kot nadzornika, to je čisto tako. In kam gremo zdaj? Je še nekaj rovov, vhodov v jame v Trbovljah. Lahko bi šli pa zdaj kar do Barbara rova se zapeljemo, tu je pa ta Barbara rov pa že kar jaz spomnim, že ni bil v funkciji več, to je bil odvodnjevalni, zdaj je kot odvodnjevalni rov, sicer je pa tudi urejen portal, kot obeležje malo spomina na te rudarske cajte. Evo Stane, zdaj smo pa res pred Barbarinim rovom. Seveda morava kaj reči tudi o Sveti Barbari, ne? Seveda, Sveta Barbara je zavetnica tudi rudarjev, ker vmes ona ni zavetnica sam rudarjev, ona je v bistvu zavetnica tudi topničarjev pa vseh tistih, ki uporabljajo pri svojem poklici razstreliva, ne. Tako da ta Sveta Barbara je bila pa cenjena zaradi tega, ime Barbara kot Barbara, ko jo imenujemo Sveta Barbara, ona je bila zavetnica, ampak ta tradicija naprej je prvotno bila iz verskih razlogov, po drugi strani pa so jo rudarji vzeli kot svojo zavetnico in jo tradicionalno uporabljajo naprej. In ne samo v naših krajih, tudi drugje po svetu, kot je bil, predvsem v Evropi, kjer so rudarstvo ima starejše korenine, bom rekel. Tudi v tvojih časih rudarjenja? V mojih časih rudarjenja ta Terezija rov je še obstajal, Barbara rov pa nažalost ne, ker je bil že likvidiran kasneje in tudi zdaj še služi kot odvodnjevalni rov.
Na samem portalu, ki je obnovljen bil, se niti to ne vidi, ker je pač tako speljan, da se tista odvečna voda, pocejanje po sanaciji, seveda, da odteka pač na nižji točki, da ne povzroča kasnejših škod, na primer. No, mogoče se v prejšnjem vprašanju nisva čisto razumela. Želel sem vprašati, če se je tudi v tvojem času rudarjenja praznovalo praznik Svete Barbare. Tudi v mojem času. Takrat jaz sem začel 87. leta. Sveta Barbara se je vedno obhaja in še kar se vse posod obhaja praznik Svete Barbare in sicer kot rudarjev, kot zavetnice. Cel čas, ne glede na to, kako so se časi spremenili, pa to, ker to je v bistvu simboličen pomen bolj, kakor pa iz kakega drugega razloga. In kam gremo zdaj? Zdaj bi šli pa mi kar do Frančiška rova. In kje je ta Frančišek rov? Frančiška rov se pa v bistvu nahaja čist na drugem koncu kot zdaj. To bi rekel nad bivšo strojno tovarno oziroma celo nad nasipi. Stane, čeravno sem kar pogosto v Trbovljah, ampak za tale Frančiška rov pa nisem vedel do tiste čistilne akcije, ki smo imeli letos, ne? V okviru Pjark Mandelca, ne? Ja, to je v bistvu ta rov, se je odprl 1985. Uradno preboj je bil narejen ven. Sicer ne bi ta rov prišel višji, ampak zaradi geostrateškega položaja oziroma stanja dolomita, kakršno je bilo in nekompaktne hribine, so se odločili, da bojo tukaj. Sicer bi šlo pa mogoče tule par metrov višji gor kot nivo, ne, da bi prišel ven ta rov. V tem rovi sem pa že jaz tudi začel tudi kar v skupini delati, v partiji, se reče na štrekrn oziroma na smernih progih, ne. To je bilo pa okrog leta 1990-91 v teh cajtih. In kakšen premog je bil, kakšne razmere so bile v teh rovih? Teh rovih je, dosti rovih je bilo raziskovalno slepih, ker pa niso bili evidentirani čist vsi, ker, kakor sem že prej omenil, ne, te plasti so bile razlomljene, ne, in tukaj je bilo treba za rudo s tem georaziskovalnim vrtinam v bistvu sploh rudno telo določiti, ne. To je, največ problem je bil v tem, pa še v tem, kakor je bila spremljajoča voda, pritiski, da so se ustrezno, sicer strokovno pomočjo vseh teh ljudi, ki so bili zadolženi, tu sprevedli. Bili so pa tu, to je bil še ta zadnji, v bistvu klasično kombiniran odkop s mehaniziranim že, ne. Kaj to pomeni? To pomeni, da se je uporabljala jeklene stojke in lesena podgradnja brez hidravlike, ne. To je še klasično, tu so bile stojke tipa Valent, ki je bil sicer z teh krajev in je tudi strojna tovarna ga je proizvajala in tudi kot patent in tehnologijo prodala naprej na Poljsko. Kakšen premog pa je bil takrat v čistilni akciji, ko smo jo imeli, baje so mi povedali, da ni bil najboljša kvaliteta. Seveda, glih, preden so odkopi prišli ali pa smerne proge do pravih rudnih teles, ker so bile plasti razlomljene, smo mogli tudi čez slabe kvalitete teh premogov oziroma jalovga kakor resnega premoga. Seveda, da smo prišli do te pravega rudnega telesa, ne. In za kam se je porabljal tisti za termoelektrarno? Verjetno ne za stanovanja, ne? Ja, ker vsej komercialen kulm se nehal že federati tudi za individualno uporabo pa za korišča že prej z zakonom, ne, ker je imel preveliko osebnost žvepla pa sicer pa za industrijsko rabo, predvsem za termoelektrarno. Tudi toplarna Ljubljana ga je nehala uporabljati in cementarna in vse druge fabrike, ki so bile vezane na to. Od sušilnic, na primer, če bi pogledali firmo Zasavje, gradbeno podjetje, so imeli pač sušilnico lesa. Tišlarija je tudi dajala odpadke s tem, da se je sušilnica in še ogrevanje zraven uporabilo. No in ta rov ni ravno sredi naselja. Kako so knapi peš prišli do jame? Ne, sem smo se vozili pa z avtobusom. Sem nas je vozil avtobus. Sicer v izrednih urih, ko so pa določene službe mogle pa prihajati. Tu so bili pa še naš jamski železarji, ti so mogli pa prihajati med izmenam, ne. To pomeni, preden se je začel delovni ciklus, da so lahko deviran oziroma deformiran ločen podporje odstranili pa pripravili novega za nadaljno uporabo oziroma na prejšnjo porabo.
Torej na šiht z avtobusom, ne? Potem prešvican, pa potem spet z avtobusom Tako. v Varšave. Tako, tako. Te vmesne dritli, ko so pa bili med dritlam, vse tako, kot sem omenil, pa določene službe jamomirske, ki niso mogli svojega dela upravljati med rednim ciklusom, so se pa peš odpravile do rudnika, to je pa cirka kilometer pa pol z tele točke. No. Tam, kamor gremo zdaj, ne? Seveda, zdaj bomo šli pa na primarni, na Einser, tukaj je pa v bistvu upravna zgradba bivša in še tudi glavni rov, ki je najbolj poznan kot Einser. Ne. Zdaj smo pa res na Einserju, ne? Kjer se je največ dogajalo in menda si ti zadnjič šel tukaj ven iz jame, ne? Zadnji šiht. Seveda, čist zadnji šiht dejansko ne, ampak te zadnje, kakor sem jih še upravljal kot rudar, da je bilo še to v funkciji takrat, dokler sem še jaz bil pri rudniki. Kaj je treba povedati o tem Tu Einserju? je glavni talni rov, v bistvu, ki je bil do Jaška 3 tudi naprimer, tam je bil oblom in vsa odkopna polja so se pač naprej tukaj bila speljana, dostop glavni do tega je bil pa z te strani. Ne vem, so šli tu rovi tudi proti Hrastniku ali ne? Seveda, tukaj so bili prvič Savski rov, to je na nivoju separacije, to je malo nad nivojem same Save, ne. To je talni rov, je bil povezan s Hrastnikom, to je narejena pa proga bila po dolomiti, ne, to bi rekel po kamni bi rekli naš knapi, ne. In to je bila tudi posebej partija, delavci, ki so bili pa pač na teh delovnih mestih, ki niso delali po premogu, ampak predvsem bolj po kamnu. In to je malo drugačna specifika in tudi podgradnje in vsega skupaj. In iz katerega rudnika v Trbovljah, iz katerega rova so prišli zadnji hunti Kulma ven? Zadnji hunti Kulma v bistvu so prišli na Dreieršocht, ta zadnji pa preden se je nova transportna zveza med Hrastnikom pa separacijo sama ustanovila, je bilo pa tam po letu 2000. No. Tu preden so šli knapi v jamo, ne, pa seveda ni bilo treba z avtobusom, ne. To je pa kar bolj v centru skoraj da Trbovlj, ne. Tako, tukaj v zadnji so bile Vašhavbe, tu so bile naše moštvene kopalnice, tukaj je bila uprava, tukaj je bil jamomirnica, projektiva, direktor je imel svoje mesto, v bistvu vse infrastruktura, ki je potrebna za vzdrževanje tazga rudnika. Tle v zadnji, naprimer, nasproti tega rova, čez cesto, ki je zdaj danes fabrikas, to je bil glavni Holzplatz, bi rekli, ali pa, če malo lepš povem, po slovensko je bilo skladišče lesa, striktno namenjeno za jamsko podgradnjo in pa za vse dejavnosti, s katere so mogli uporabljati les, rudarji. Kopalnice, ne vem, sem slišal črne, bele. Ja, črne so bile tako, to so bile moštvene kopalnice, kjer so se rudarji slekli. To pomeni, bela Vašhava se je rekla ali pa kopalnica, če malo lepše povem, sicer meni je najlepša ta prva. Bela Vašhava, to pomeni, da si svoje civilno obleko pa tiste stvari, v katerih si prišel na delo, slekel, se preoblekel, gol sprehodil do temna, kjer si se pa spreoblekel pa v šihtne cote, to je v delovno obleko in prevzel vsa zaščitna sredstva, kjer si mogel uporabljati pri svojem delu. In potem pod tuši skupnimi, kjer si nisi sam uravnaval toploto, ampak je to nekdo delal za vse knape, ne? Tu je bil pa pač kopališčnik, tu so bila pa dela Vašhav-Jarter, smo mu rekli, tu so bila dela, ki so bila namenjena za ljudi, ki so imeli kako invalidsko okvaro ali po posledici nesreče, ki so jo doživeli in so bile namenjene za manj opravilno sposobnimi ljudi, ki so pa oni uravnavali. Vso temperaturo vsega tega. So bili kaj navihani? Je bilo kdaj mrzlo? Tudi je bil čas nekak prigovor, ker tudi knapi so se rad pošalili, veliko je teh zgodb bilo, ne, šali na ta račun, včasih tudi taka neokusna, predvsem pa take bolj okusne, no bom rekel. No, pa menda ste se tudi pukljali, ne? Ja, pukljali smo se pa to pomeni. Pukl te bom usekal čez pukl, to pomeni, da te bo nekdo udaril čez hrbet, ampak to ni pomeni, da te kdo ti je popukli, ampak da ste dejansko imel tisti premog v prahu, si ga sam nisi mogel s hrbta. Žajfo, ne? Žajfo. Žajfo oziroma milom. Tako, ja.
Kam gremo pa zdaj? Zdaj naprej bomo šli pa do Vaslerova, pa do obeležja, ki se je zdaj v zadnjem času postavil. To je spomenik rudarja in je na eni taki razgledni točki. Vaslerov pa je bil podaljšek oziroma kasneje tudi kot zaklonišče uporabljan, pa nekoč pa tudi kot skladišče razstreliva za rudnik. Pa gremo. Pa pojmo. Vasle je tudi priimek, ampak tole ni priimek, ne? Ja, tule ni priimek, sicer je priimek, ampak po naše spalanje je to Vaslegrabn, ni Vasle. In Vaslegrabn in Vaslehrib. Po tem hribu je pa tudi poimenovan tale rov, ki je sicer podaljšek od bivšega skladišča razstreliva, ko ga je rudnik uporabljal, obenem pa tudi za cementarno se je uporabljal ta razstreliv, tukaj gor je tudi peš transportna pot po stopnicah obstajala. Ne. Zelo veliko rudarjev pa tu ni bilo, ne? Ne, tukaj dejansko ni bilo, to je bil v začetku tudi pol naprej kot raziskovaln, delno raziskovaln rov, rudarilo se pa tukaj ni, tudi po dokončanju tega rova. Ne. Malce tja naprej je pa kar znana gostilna pri Pesih, ne? Ja, pri Pesih se reče glih zato, kakor imamo tukaj gor v tem koncu je lastnik te parcele tudi Kinološko društvo Trbovlje, ko je tudi znan po svetovnih razstavah psov pasemskih, ne? In pa tudi po odličnih rezultatih na državnih svetovnih tekmovanjih. In kot del klubske dejavnosti je to tudi lokal, ki se oddaja najem. Je pa tudi terasa s čudovitim razgledom, ampak vsi prebivalci, ko poznajo to, pravijo, da je to pri Pesih. Ni lokal na hribu, ampak je pri Pesih. Lahko bojo pa rekli čez nekaj časa, ne, da je to lokal pod Prometejem rudarjem, ne, ki pa nekako na Špicbergu, ne, dobro, ne, čisto na Špicbergu, ampak blizu, ne. Ja, se Špicberg izhaja iz našega krajevnega dialekta, ki ima ogromno teh nemških tujk, ne. To pomeni, da je špičasti vrh, dejansko Špicberg, ne. Ostri vrh bi to bil, če bi ga prevedli. In tukaj gor je tudi obeležje, ko se je zdaj v zadnjem času postavil spomin na rudarjenje, ki je obstajalo v teh prostorih, v tej dolini, tudi svoje globoke sledi. Ti mu ne bi dal ime Prometej, ne? Seveda je, znan mi je tudi ime, odkot izhaja ime Prometej. Mogoče bi mu dal kar po starem Ažbari ali pa po njenem znanem rudarju, ki je bil hudomušen, raj kot Prometej. Simbolično pa nimam nič proti, če je pač glih iz te simbolike nastalo tudi to ime. Zdaj pa gremo mi kar Pesam, ne? Ja, tukaj pa postrežejo odlično kavo, pa odlično limonado in se bomo šli tudi malo ohladiti.